Živa družba, spet sem jaz, dobrodošli v našem mehiškem kotičku. Tokrat bomo govorili o pijači, ki se imenuje ponče. Jaz bi rekla, da je to ekvivalent kompota, bi rekla, da je božični kompot, bi lahko to pomenilo po slovensko. In sicer ta pijača izhaja iz Indije in iz Indije je šlo v Evropo, v Anglijo. No, potem pa z osvojitvijo Mehike se je pa ta pijača prenesla tudi v Mehiko. Osnovne sestavine so bile sladkor, voda, alkohol, limona, pa čaj ali začimbe. No, današnji tradicionalni božični kompot ali ponče v Mehiki je sestavljen iz povsem drugačnih sestavin. Diego, tamarindo? Tamarind. ¿Lo sacaste? No. We're missing tamarind. Just a second, please. No, današnji so tipične sestavine mehiškega božičnega kompota tamarindo. To je tale sadež. Zelo tipičen je za Acapulco. Diego, ¿verdad? ¿Crees en Acapulco? Me parece que sí. Aha. No, potem suhe slive. Tukaj so suhe slive, kakšnih 100 gramov suhih sliv. Tole, kar vidite, je melasa. Je pač ta sladkor. Tole je strok cimeta. Tole je sladkorni trs. Narezan, pač sladkorni trs je tak v krogu in potem se nareže na takele palčke. Potem je drugačen sadež, ki je tehokote. Tehokote ima znotraj peško. Pokazala enega, kako ta zadeva izgleda. Evo, tako peško ima noter. To je podoben po obliki in barvi, mečkan podoben marelici, po okusu pa prav nič. Meni ima pa tak bolj brezbarven okus, no, ampak je pa obvezna sestavina za ponče. Pa jabolko. In jasno, da seveda ne sme manjkati voda. Zdaj običajno pri nas doma se to tako naredi, da se narežem 4 jabolka na krhlje in jih dam v lonec, potem četrt kile tehokotaja, potem 3 take palčke sladkornega trsa se nareže na palčice, potem 100 gramov suhih sliv, potem tale stožac melase, pa tamarindo in to je to. Tako ga pripravljamo pri nas doma. Zadeva vre približno od pol ure do 45 minut in potem je treba, pač lahko se pije toplo. No, v bistvu ja, za božič se, ker je precej mraz, no, se običajno pije toplo. Lahko se pa tudi pije hladno. In potem oni pravijo, da se doda še pikete. Pikete je pa, to je drugače kot ena injekcija, no, je dobesedni prevod, ampak v tem primeru pomeni alkohol. In naj bi bil rum. Diego, si de veras it's really with rum when they say pikete, isn't it with tequila or? No, it can be rum, tequila, or like we read before, I mean, anything. But the most typical one is tequila or rum. Rum. I thought tequila, but they didn't mention it. Pa guajava je tudi en tipična, poleg teh sestavin, ki jih vidite tukaj, je zelo, zelo tipična sestavina tudi guajava. Mi je ne dodamo v ponče zaradi tega, ker je Lisa alergična. Potem tukaj zelo radi dodajo cvetove hibiskusa. V enem drugem videu vam bom povedala, kako se tukaj pije hibiskus. To je čist drug način, od cvetove hibiskusa se doda. Lahko tudi lističe z drevesa, limonovca ali pa pomarančevca. Tudi also pineapple, no, they add sometimes. I don't remember the pineapple one. Aha. Včasih tudi razino tegale ananasa dodajo. Pa mislim, da je to vse, no, da so to vse variacije. Verjetno v kakšnem delu Mehike še kakšno drugo zadevo dodajo zraven. No in potem se pač servira v take keramične lončke za pit ponavadi ali pa tudi v take za enkratno uporabo. In to je zelo tipično na kakšnih sejmih, božično-novoletnih, pa seveda ne sme manjkati na posadi, pa tudi za božič je zelo zaželjena pijača. Upam, da se vam je prispevek zdel zanimiv.
Temperature so pri nas že zelo, primerne za pitje pončeja, tako da bomo zares skuhali ponče in ga bomo takoj, ko bo skuhan, popili. Se vidimo naslednjič. Adijo!